Kot sem povedal v svojem inauguralnem govoru o izvolitvi, želi tudi nova vlada obdržati nekatere dobre prakse iz prejšnjega mandata. Kot dobro prakso štejemo običaj vlade, da periodično obiskuje mestne in druge občine po Ljubljani, po Sloveniji, ter se seznanja z njihovimi problemi, ter tudi skozi te razgovore išče ustrezne rešitve. Gospodu županu sem dejal, da naj razume obisk delegacije Vlade Republike Slovenije tukaj v mestni hiši v Ljubljani kot prvega od takih obiskov, ki jih bo vlada v naslednjih 4 letih vodila v Sloveniji. Mislim, da si Ljubljana kot prestolnica tudi zasluži najprej in srednjo pozornost tudi zaradi nekaterih, kot veste, nerešenih in aktualnih vprašanj. Kljub temu, da smo takoj od izvolitve nove vlade naprej izmenjevali mnenja in stališča o nekaterih aktualnih vprašanjih in zavedajoč se, da nekatera vprašanja župan in njegovi sodelavci, ter jaz z mojimi sodelavci tudi uspešno rešujeva, ostaja nekaj odprtih vprašanj take narave, ki terjajo temeljitejši premislek in tudi skupno stališče. Zato so se danes z županom mestne občine Ljubljana, z njegovo delegacijo in mojimi sodelavci odločila, da za rešitev nekaterih najbolj aktualnih vprašanj ustanovimo mešano komisijo vlade in mestne občine Ljubljana, ki ima za svoj mandat, da do 4.4., torej v zelo kratkem, a po mojem mnenju razumnem roku, poskuša ponuditi obema, županu in meni, oziroma mestnemu svetu in Vlade Republike Slovenije, primerne rešitve za probleme, o katerih smo se danes pogovarjali. Jaz mislim, da je to dobra odločitev. Mislim, da smo brali pravo pot. Gre za probleme, ki so pravne narave, gre tudi za vprašanja, ki imajo svoj politični karakter, gre za vprašanje, kako nova vlada gleda na razvoj Ljubljane kot prestolnice in koliko naj soinvestira v njen razvoj, ker je to tudi soinvesticija v razvoj mesta, v katerem zaseda in ki je največje in potečeno, ki je prestolnica. Gre za torej za dogovor, ki je po, upam, na enem skupnem mnenju zadovoljiv odgovor na obsežnost vprašanja, ki so pred nami. Z naše strani bom predlagal vladi na četrtkovi seji, da ministrica Ploštajnerjeva skupaj z ministri in ministricami, ki jih bo določila vlada, v pospešenem ritmu do 4.4. predlaga rešitve, ki bodo predmet obiska delegacije mestne občine Ljubljana pod vodstvom gospoda župana na slovenski vladi. Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Kaj dosti dodati temu ni, razen nekaj pojasnil. Z naše strani bo komisijo vodil gospod Šerin, komisijo bosta gospod Takičeva in gospod Butina in računam, da bo veliko dela, da v tem času to postorijo. Če smo čakali 2 leti, bomo za kvoto počakali še 40 dni, v upanju, da bomo oboji zadovoljni. Predsednik vlade je povedal, da nadaljuje dobro prakso, ki je prejšnjo vlado zastavila. Moram samo to dodati, da je to verjetno bilo res v teoriji za Ljubljano. To ni bilo tako, ker v 2 letih se nismo uspeli sestrati nikoli tu v Ljubljani, v mestni hiši, kljub našemu povabilu, razen tega sestanka 5. februarja 2007. In eno vesela novica je tudi to, da tudi v današnjem razgovoru, ne samo, da smo iskali rešitev za kredit odvzet denar, ampak sem prepričal, da ta vlada ne bo ponovno posegla po takem ukrepu, da bi Ljubljana še dodatno odvzela denar. To je razlika od prejšnjih razgovorov. Imeli smo razgovore na 9 ministrstvih, ki so bili zelo ekspektivni, zelo učinkoviti in omogočajo razvoj Ljubljane. Dejstvo pa je, da mi pričakujemo tudi denar, ki je bil Ljubljani odvzet. Veste, imamo tožbo proti Republiki Sloveniji in jaz sem pripričan, da bova oba bolj vesela po 4. aprilu, ko bosta
ko bojo naši sodelavci v komisiji, v mešani komisiji, prišli do nekih izhodišč in izdelili in tako mestno občino Ljubljana kot vlada v tej težki gospodarski situaciji. Vendar sem prepričan, da tudi vlada ne more pričakovati, da bo problem proračuna reševala s tem, da se dela krivice v Ljubljani. Ljubljana je tudi del Slovenije in to govorjenje, kako gre vse v Ljubljano, zelo preprosto izzivam, ne samo da pozivam, tudi izzivam, ne se pove, kaj je v 18 letih Ljubljana dobila. Še bolj pa bi rekel, ne pokažejo, kaj je Ljubljana bilo v 2 letih. Sami ste bili na številnih tiskovnih konferencah po srečanju z ministri, ko je eden od ministrov rekel, da so bili razpisni pogoji tako narejeni, da Ljubljana ni imela nobenih možnosti, da bi kakšna sredstva pridobila. In jaz računam, da bomo lahko s svojimi projekti, svojo razvojno vizijo ob maju tudi bili enakovredno obravnavani, poudarjam enakovredno obravnavani. In še enkrat hvala predsedniku vlade gospodu Borutu Pahorju na današnjem obisku. Za našo hišo je to čast, jaz sem tu 2 leti in 2 meseca z mojimi sodelavci. To je prvič, da je prišla vlada v to hišo s ministrico in ministrom, del ministroma, in jaz mislim, da je podlaga za dogovor dobra. Počakajmo pa pravim 4. april 2009, da bomo v istem letu, da ne bi bilo kakšno nerazumljivo. Če še kakšno vprašanje bo, pa skupaj